S tem čudovitim razgledom na smaragdno Sočo začenjamo pot do edine kostnice padlih italijanskih vojakov v Sloveniji. Smo v okolici Kobarida in tole je še tretji in zadnji del krožne poti, v katero sem zajela Napoleonov most pri Kobaridu, Slap Kozjak in zdaj še tole kostnico. Italijanska kostnica je del poti miru od Alp do Jadrana. Kostnico so z okoliških pokopališč prenesli posmrtne ostanke padlih italijanskih vojakov, ki so se v dolini Soče borili v Prvi svetovni vojni. Stoji na 309 metrih nadmorske višine na gradiču nad Kobaridom ob cerkvi svetega Antona. Imena znanih vojakov in njihovi čini so vklesani v plošče zelenkastega serpentina, na vrhu vsake plošče pa je napis Presente oziroma prisoten. Kostnica Kobarid je vojaški spomenik in je edina kostnica padlih italijanskih vojakov v Sloveniji. Leta 1938 jo je odprl Benito Mussolini in je sestavljena iz 3 koncentričnih osmerokotnikov. Tukaj so zbrani posmrtni ostanki 7014 padlih italijanskih vojakov. V sredini pa je postavljena cerkev svetega Antona, ta pa je 17. stoletja.
Vzhodno od cerkve najdemo 4 vojaške nagrobnike, ki so bili sem prenešeni s pokopališča v Bovcu. Ob stopnišču se nahaja napis v italijanskem jeziku, ki pomeni čast vam, ki ste tu padli v pogumnem boju. Zgrajena je bila v duhu spoštovanja do vojakov različnih narodnosti, ki so se žrtvovali za svoje države. Kostnica ponuja vpogled v preteklost in ob tem moramo pomisliti, kako pomembno je ohranjanje zgodovinske dediščine in še bolj, kako pomemben je mir. V nekdanji oskrbnikovi hiši poleg kostnice je danes urejena muzejska zbirka. Če greste do Kostnice po cesti iz Kobarida, vas po poti spremlja 14 postaj križevega pota. Skrajšamo pot. Na poti nazaj do začetka tele krožne ture sem se sprehodila še čez Kobarid in mimo Kobariškega muzeja. Na Serič se pa spet vidimo v bližini vode. Vabljeni!